Dober dan in pozdravljeni v podcastu Reševalna postaja, v kateri obiskovalce prijazno sprejemava Jana Vidic in pa legendarni reševalec in inštruktor vodja satelitskega urgentnega centra v Kočevju, Primož Velikonja. Zdravo. Najin današnji gost je plastični kirurg, zato bodo precej plastični tudi naši opisi in po mojem, da danes bo marsikdo vesel, da je ta podcast samo v audio obliki. No, povod je sicer res vrhunec sezone uporabe pirotehnike in cele palete poškodb, ki jo te povzročajo, ampak ne bomo ostali pri opozarjanju, zato ker je veliko več zanimivosti, ki se skrivajo za tem, kako te poškodbe potem sanirajo. Razkrili bomo manj znane podrobnosti o tem, kako se rane sanirajo, kje vse kirurgi dobijo rezervne dele, zakaj rok ali nog preprosto ne presadimo in pa ali si res pri zdravljenju pomagajo s pijavkami in kako uporabni so najnovejši robotski nadomestki. V upanju, da ničesar od naštetega ne boste izkusili v praksi, pozdravljava gosta, specialista plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije z oddelka za plastično, rekonstruktivno kirurgijo in opekline ljubljanskega UKC, Darija Pogorevca. Darijo, dobrodošel. Hvala za povabilo, dobro dan. Zdaj pa petarde in druga sredstva vsako leto decembra jemljajo velik davek. Kakšna je bila najbolj drastična poškodba, ki ste jo vi osebno zdravili zaradi petard oziroma podobnih pirotehničnih sredstev? Teh poškodb je načeloma vsak let nekaj, ni nujno, da so vedno prav drastične, tako kot ti navajaš, s kakšnimi hudimi amputacijami, vsakih par let je pa res taka poškodba, da pride do tega, da je človek začasno oziroma trajno invaliden. Nekateri se z tega poberejo v času rehabilitacije, nekateri pa ostanejo, po domače povedano, tudi na robu družbe zaradi same poškodbe. Ker moramo vedeti, da je to taka poškodba, sploh če je velika mutilacija, pa če zajame obi roki, pa Bog ne daj še oči zraven, lahko pride do tega, oziroma vedno pride do tega, da v bistvu ne nastrada samo ta človek, ampak tisti, ki je mogoče to povzročil, če ni bil on sam povzročitelj, tisti, ki mu je to omogočil, nabava teh pirotehničnih sredstev. Pa seveda problem je potem v celotni družini. Včasih družine razpadajo zaradi takih poškodb, ker ne zdržijo tega stalnega stresa. Tak človek je dostikrat potreben pomoči vseh domačih, seveda, če si brez rok, sam ne moreš veliko storiti, tudi takoj ne dobiš nekih protez, bionične proteze so pa sploh problem, ker jih tudi naše zavarovanje v bistvu ne krije v celoti, tudi dostikrat treba tudi tole zbirati sredstva za to, da dobijo določene nadomestke, ampak to ni nikoli enako kot pa pač vaša roka, ki jo imate za vsakdanje uporabo. Človek se sploh ne zaveda, kaj pomeni biti brez recimo določenih prstov ali pa roke, pa začnimo s čist enostavno vsakdanjo higieno, odpiranje vrat, slačenje, preoblačenje, vse te stvari so potem na plečih tistih, ki zraven živijo. Ampak koliko zelo razcefrana je lahko recimo ena roka v teh najhujših primerih, ki jih vi dobite? To je ponovadi, če so najhujši primeri, gre v bistvu za povsem, tako da rečeno, razčesnjeno roko, kjer ni nič gor. Vse strukture visijo največkrat na fleksorjih, se pravi, to so kite upogibalke ali pa na ekstenzornih kitah. Živci v bistvu tudi dosti držijo, ampak to je vse izlečeno ponovadi iz podlahti, če gre za poškodbo same roke. Lahko je pa poškodba tudi više. Imeli smo tudi te poškodbe, kjer je bilo treba že podlaht rekonstruirati, da so se tam kosti stabilizirali, da se je sploh prišlo do tega, da bo nekaj gibljivosti v zapestju, kjer je kakšna zapestna vrsta eventualno ostala. Vsaka zapestna vrsta, vsak sklep pomaga pri kasnejši protetiki, da je roka deloma bolj gibljiva. Tisti, ki nimajo nič, so pa odvisni vse od protetike, ki je nameščena višje. Zdaj mi, recimo, če dobimo neko tako razcefrano roko na terenu, to precej hitro skrbimo. Pol pa tebe pokličejo in ti dobiš to v operacijsko. Na kak način se ti lotiš? Ja, pri teh pacientih je problem v tem, da je treba vedeti, na kak način je prišlo do poškodbe sploh. Včasih navadna petarda najbrž ne bo naredila kakšne večje poškodbe, razen kakšne ožganine, razcefranine, kakšne manjše laceracije, mogoče poškodbe kosti, tist se pač fiksira, napravi seveda nekrektomijo, prej običajno rabi vsaj perioperativno antibiotično zaščito, seveda potem analgetike in vse skupaj, ampak to so male stvari. Kadar gre pa za velike poškodbe, se pravi takrat, kadar je pa
to posledica močnejših teh pirotehničnih sredstev ali pa takih, ki so jih celo doma naredili ali pa zveza skupaj, takrat pride seveda do poškodbe, ki je lahko usmerjena ne samo v te roke, če je eksplodiralo v rokah, včasih eksplodira na mizi ali kjerkoli. Če to recimo se zgodi nekje na balkonu, preden je hotel ta pacient, ki so ga prepeljali, to vreč nekam v globino dol, pred blok ali kamorkoli, seveda se zgodi tudi, da on pade z balkona. Teh podatke rabimo, se pravi, da je treba najprej ugotoviti, kaj je s splošnimi življenjskimi znaki, kaj je poškodba hrbtenice, ali gre za kakšne blast poškodbe, se pravi tope poškodbe notranjih votlih organov, ker je tisto ogrožujoče za njegovo življenje. Te poškodbe same posebej ne krvavijo, tako da bi človek zaradi tega izkrvavil, ne? Ker v bistvu nastajajo tromboze na mestu odtrganin ali pa izvlečen, tako da v bistvu primarno krvavitev v tem primeru ni problem. Problem so druge stvari. Ja, odlično si to omenil, ker tudi mi v bistvu pristopamo, to je naša ta terenska travma po principu ITLS-a, International Trauma Life Supporta, kjer dejansko celostno pogledamo pacienta, se pravi ta varen pristop, fiksacija. Zdaj obstajajo tudi, se pravi, neke razlike. Če je masivno krvavi, gre C pred A, ne? Drugače imamo vedno po ABC, pri travmi je pa ta C, se pravi krvavitev, če imamo neko masivno krvavitev, najprej tu zaustavimo in potem vse ostalo. Ampak to se mi zdi res ključno, da ne spregledaš ostalih stvari. Omenil si blast, se pravi, sploh v tem prvem valu, tam do 15 metrov, ne? Pa če je tu še v zaprtem prostoru, jasno so sile še više in delujejo na ostale organe in tako dalje. Ampak kaj naredi ta blast? Kaj naredi ta blast? Blast je v bistvu udarni val, Tako. ki naredi kontuzijo vseh organov, ki so pač na poti do tam. Ne? To pomeni kaj? Lahko pride do rupture jeter, lahko pride do pneumotoraksa. Včasih ni samo blast, ampak so delci šrapneli tega letijo okrog. Sploh če je doma napravljena ta pirotehnična naprava, pa ne govorimo samo o tem, da človek potem lahko slep, ampak če ti predre pač pljuča, boš imel pneumotoraks in te bo ta najprej ogrožal. Kakšne velike krvavitve v trebuhu najverjetneje ne boš imel, če ne boš imel poškodovanih teh velikih parenhimskih organov, ampak kasneje pa treba misliti na to. In seveda, če je človek padel z neke višine, si lahko ob tem zlomil hrbtenico, se pravi, treba na to pomisliti, najprej ta aksialni skelet poslikati takoj ob sprejemu. Tako da tudi, če gre za kakšno opeklino, ki je bila temu pridružena, je pravilo, da grejo vsi pacienti pri nas preko reanimacije oziroma preko travme, seveda vsi pridejo preko travme, ampak po nekem protokolu, da se najprej te poškodbe aksialnega skeleta in pač teh parenhimskih organov izključi in potem, če je pacient stabilen, pride za oskrbo v operacijsko teh poškodb. Zdaj, pri teh poškodbah bo pač sodeloval plastik, verjetno včasih tudi traumatolog, če je potrebna kakšna stabilizacija više, tiskar na roki, kot roka v tem primeru smatra nekje roka od zapestja naprej, a ne. Če gre za podlaht ali pa višje poškodbe, bomo ponovadi kontaktirali oziroma sodelovali s traumatologom, ki stabilizira višje kosti. Potem pa seveda treba narediti nekrektomijo. Zdaj, če gre pa zraven še za poškodbe, ne vem, bobničev, oči, seveda je tle potrebna konzultacija okulistov oziroma okulokirurgov. Pa ni treba, da gre za penetrantne poškodbe oči, lahko gre prav tako za tope poškodbe oči, ker pride potem do delne zamaknitve leče ali pa recimo ablacije retine ali kakorkoli pač da odstopa mreženca. V tem primeru bo njihova terapija glihko pomembna, drugače bo človek ostal slep, ne? In najslabša kombinacija je pa kombinacija vseh treh, kar sem enkrat doživel v začetku kot mlad kirurg, ko so pripeljali enega fanta iz goriških koncev, ki je našel neko eksplozivno telo ostalo nekje v tistih gmajnah po prvi svetovni vojni. Doma je pač to nekaj aktiviral in je prišlo do amputacije obeh rok nad zapestji, hkrati je bil slep trajno na obe očesi in začasno še gluh. Se pravi, se sploh orientirati ne moreš, ne pa, da bi si še kaj pomagal s tem, ne. Ko dobite to, kot ste prej opisali, razcefrano roko, od katere potem skoraj da nič ni več ostalo, kako se lotite sanacije? Kaj naredite z delčki, ki manjkajo? Kdaj je čas, ko rečete, obupate in rečete, pač iz tega se ne da nič? In če se da kaj narediti, kako to pokrpate? V prvi fazi je treba pacienta stabilizirati, ker enkrat stabilen gre on v operacijsko. Idealno je, če je ta poseg znotraj 6 ur, a ne? In seveda večinoma te stvari delamo najprej pod esmarhom oziroma pod zažemo in napravimo najprej nekrektomijo. Nekrektomija pomeni, da odstranimo vse tiste dele, ki so
avitalnih že a priori in poskušamo ohraniti tisto, kar bi lahko funkcionalno bilo pomembno. Nažalost je dosti takih poškodb, kjer se kaj dosti ne da ohraniti, ampak poskušamo ohraniti vse, ker če imate na roki 2 prsta, ne, da primete eden proti drugemu, imate že pincetni prijem, se pravi, s tem si že lahko pomagate. Tudi če imate palec proti dlančnicam, ki so ohranjene v nekem mehkotkivnem pokrovu, ki ga potem formiramo, je to dovolj za nek optimalen ali pa vsaj suboptimalen prijem, da si človek lahko sam pomaga. A veste, primarno je ta rana vedno inficirana, ker to ni nikoli sterilna rana, tukaj so nečistoče, noter so deli tega eksplozivnega telesa, deli šrapnela, deli kartona, v čemer je bila to pirotehnično sredstvo, ali pa tudi kakšni kovinski dela. Ne. To se poskuša vse odstraniti, včasih se ne da, prav mehnih delcev se ne da odstraniti, ampak a priori seveda tak pacient rabi antibiotično zaščito za nekaj dni, anaerobe in aerobe, se pravi, to so pač ti povzročitelji, ki so občutljivi na kisik in tisti, ki so uspešni proti nam, tudi brez kisika. Ne. Seveda, dostkrat ta prva operacija ne zadostuje, se pravi, da se je treba naslednji dan pa čez 2 dni napraviti tako imenovan second look, se pravi, da je potrebno nekrektomija še enkrat narediti, če so tkiva dodatno propadla. In seveda, ko se vse to konča, počakamo, da se vse zaceli, ko je vse zaceljeno, se dela pol sekundarne rekonstrukcije, tist, ki ste največ vprašali v zvezi s tem, ali se prenaša prste ali te stvari iz zdravih delov telesa, kot mikrovaskularne prenose, recimo prste z noge ali pa. Tam še pridemo. Ja, ampak to je pač zmeri v umirjeni fazi, se pravi, ponovadi nekaj mesecev ali pa celo kakšno leto potem. Takrat v tistih prvih fazah, kaj je recimo najtežji del, kje je najbolj zakomplicirano, kje so te nitke, s katerimi šivate, najtanjše, kaj vam vzame največ časa in koliko recimo sploh trajajo te sploh prve operacije? Največkrat gre tako, kot ste rekli, v bistvu za nepopolne amputacije. Zdaj, popolna amputacija je nekaj, kar prinese v vrečki, a ne? Se pravi, roko ali pa prst prinese pacient v vrečki, na drugi strani imate pa krn, na katerega je bil ta del uda prej pač normalno fiziološko povezan, zdaj pa ni več. Ne? V tem primeru bo potrebna replantacija. Zdaj pri eksplozijskih poškodbah, oziroma pri poškodbah s temi pirotehničnimi sredstvi je pa dostikrat tako, da je ta raztrganina taka, da je potrebno najti tiste dele, kot sem prej omenil, ki bi potencialno bili lahko osnova za nek prijem. Tukaj smo zelo hitro zadovoljni z 2 prstoma, 3, kakorkoli. Včasih pa tudi tega nimamo. Ne? Kot rečeno, včasih je potrebno zapestje amputirati direktno v sklepu med podlahtjo in zapestjem. To je najslabše. Nimaš nobene gibljivosti v zapestju. Imaš gibljivost samo v komolcu. Ne? Ostane samo proinsupinacija, se pravi, navzven in navznoter lahko podlaht obrača. Če je karkoli še naprej, je že neka gibljivost dodana. Ampak seveda, takrat, ko delamo to, če je kakšna struktura taka, da je lahko ohranimo, pa da ima tam ohranjene vsaj deloma potencialno take žile, ki jih mi lahko rekonstruiramo, lahko odzamemo kite, žile, karkoli iz drugih delov, ponovadi ne iz tega dela, kjer je bil poškodovan, lahko z noge ali kjerkoli, ali pa spodlahti gor višje na isti roke, če treba kakšno manjšo žilo, za premostitev defekta žile. Seveda za preživetje, a veste, tega dela organa je potrebna stabilizacija tega prsta ali pa roke ali kakorkoli, odvisno od dlančnica, je to falanga ali karkoli, ali pa celega prsta. Potem je treba dati temu prstu neke motorje, se pravi, to so ekstenzori, fleksori, kite, ki jo pogibajo in stegujejo določene sklepe. In jih vzamete kje? Če jih ima na tem mestu, jih pustimo na tem mestu in jih samo pošijemo, kolikor se da. Ne? Ampak pravim, da dostikrat to ni možno. Pri teh poškodbah, o katerih danes govorimo, je dostikrat tudi manjka kožni pokrov. In kam greste po te rezervne dele? Ja, včasih tako stvar, če je čista rana, ne, lahko tudi ušijemo v inguinalni predel. To je kam? V inguinalni predel, se pravi v dimlje ali pa v spodnji del trebuha, zato da ostane pač rok, ampak zato je pogoj, da nima nekega infekta, da je res čista rana, ne, ker tisti je potem 3 tedne poglobljeno v tistem delu, se to prekine. V tistem času se je to tkivo, ki ga mislimo prenesti na roko, deloma ožilo tudi z roke, a ne? Dobilo pa žile recimo s trebušne stene. A ne? Seveda to ni idealen primer. Kadar imamo možnost, naredimo tudi lokalne režnje lahko.
Se pravi, vzamemo že režnje na podlahti, recimo za hrbtišče dlani, pa tudi deloma prstov, da pokrivamo na žilnem peclu, a ne s kožno-fascialnim otokom tisti del, ki je bil denodiran. Se pravi, če imamo mi zunaj samo kite, žile in kosti, tisti ne bo preživel, vse se bo posušilo in bo odpadlo. Mi moramo dati nek vitalni kožno-fascialni ali pa mišični pokrov, karkoli že. Ki ga naredite iz tega istega človeka, samo iz drugih delov njega. Človeka, ja, iz istega, ker pač od drugega ne moreš tega dobiti. Včasih se vzame sam zgornjo plast kože, v tem primeru je to hiter poseg, kadar gre pa za te, so pa pač nekaj ur trajajoči posegi. V prvi fazi je ta nekrektomija in ohranjanje tistega, kar je. In če je potrebno to pokrivati z nekimi mehkimi tkivi, zato da sploh preživi, naredimo to v prvi fazi. In koliko so to dolge operacije? Ja, zmeraj je to nekaj ur. In če sem vas prav razumela, lahko pa roko oziroma ostanek njen enostavno preselite nekam v dimlje, kjer počaka nekaj tednov prekrvavljena. Ja, to je tisti del roke, ki je, rečemo, odrokavičen. Če vzamemo, da je recimo koža na roki bila neka kožna rokavica, se pravi, če imamo mi kosti, sklepe gor še zmeraj, ne, pa da so fiksni, pa da ni potrebno tam fiksira z nekimi silnimi osteosintetskimi materiali, se to stvar lahko poglobi v neka tkiva, ki so živa. Seveda je pogoj, zato še enkrat poudarjam, da je to brez infekta. Se pravi, da mora biti brez teh nekroz gor, kjer bi se lahko infekt, drugače bomo imeli sepso lahko, ne, pa pač vnetje na tiste mesto, ki bo dajalsko mesto za ta kožni pokrov. Koliko je pomembno pri vseh teh hranah in pri vsem tem, kar naredite, kako zelo velik del te roke ali ostanka roke so zajele tudi opekline? Koliko so opekline pomemben faktor pri tem, kaj boste lahko naredili? Ja, če gre samo za opeklino, pa to največkrat ni tak problem, če gre za lokalno opeklino od same petarde. Ne? Na tistem mestu je koža lahko povrhno opečena, v tem primeru se zdravi konzervativno. Če gre pa za globoko opeklino, se pravi tako, ki zajema celotno debelino kože, je treba tisti izrezati in običajno pokriti s transplantati, se pravi presadki pacientove lastne kože, delne debeline, ki jih odvzamemo in gvinajamo ali pa nekje na stegno ali kjerkoli. In tisti pač rabi, da se vraste, žilje v ta presadek 3 do 4 dni in potem, da se stabilizira kakšen teden dni, je stvar s tem upravljena. Včasih, če gre za globljo opeklino, a ne, kot je recimo, da je potrebno izrezati celotno strukturo kože in podkožja do recimo teh kitnih struktur, do kosti, kjerkoli je potrebno pač drugačna rekonstrukcija. V tem primeru govorimo o teh režnih, bodisi lokalnih, bodisi oddaljenih, se pravi, ki so lahko na ključni ali pa na žilnih pecljih. Ne? Na ključni lahko, če povežemo 2 prsta, damo prekrljeno kožo z drugega prsta vezano na ta prst, temu se reče cross finger, in se to po 3 tednih prekine. Ne? V tem primeru pač bo imel kožo z drugega prsta na tistem delu, če je defekt manjši, ki bo nadomestil kožo, ki manjka. Kadar je pa več prstov oguljenih, pa to enostavno ne gre, pa je potrebno tkivo dobiti od drugot, kjerkoli z telesa, kjer imamo možnost, da dvignemo žilne pecle, se pravi arterijo, veno, ki prehranjuje tisti del fascije, kože, podkožja ali pa mišice, karkoli pač rabimo, in to prenesemo in potem mikrovaskularno pod mikroskopom zašijemo te drobnožilne anastomoze in tisto tkivo mora biti živo, da potem to tkivo, ki je spodaj, brez prekrvitve preživi. Skratka, gospod Dario Pogorelec, naše telo vendarle, kot zdaj prav razumem, je rezervoar rezervnih delov, ko gre za res. Ampak, če ostanemo malo pri opeklinah, pa ne mislim samo pri teh opeklinah, ki jih povzročijo petarde oziroma pirotehnika. Primož, vi velikokrat vidite opekline, ne, na terenu in vidite tudi, kaj vse ljudje delajo narobe, ko bi radi sanirali opekline že doma. Ne? Kaj vse? Vse možno. En primer je bil v eni oddaljeni vasici. To je bilo na soboto, se je zgodilo, kuhali so šnopc in je ta gospod v bistvu padel v posodo in imel opečeno v bistvu zadnjico, stegna, ampak ni šel isti dan, ni prišel po pomoč, so prišli drugi dan, namazali so ga pa s polhovo mastjo. Ne, to je bilo, mislim, katastrofalno. Ne. Zdržal v bolečinah, to so bile strašne bolečine in to je ena stvar. Druga stvar je, da sploh pri otrocih, otrok se polije s kavo, najprej se starša skregata, potem se začne faza hlajenja, tega otroka vržejo v banjo, začnejo hladiti
In nimamo opravka več z opeklino, ampak imamo opravka s podhladitvijo, kar ni redka situacija. Ne. Se pravi, na to je treba biti tudi zelo pozoren pri oskrbi poškodovancev na splošno, na podhladitev. Ne. Ko človek nekaj časa leži na tleh, sploh s kondukcijo, se pravi s tem prehajanjem temperature, ko se stikamo z nekim trdnim predmetom, poteka tu zelo hitro, pri otrocih pa še toliko hitreje. Tu so bile te bistvene zadeve, mi uporabljamo, se pravi, za oskrbo opeklin posebne obloge, water gel, ki so bazirane v bistvu 96% imajo vode, potem je neki hialuronske kisline in en antiseptik. Položimo jih v bistvu direktno na opeklino. Recimo prav ta water gel ima tudi masko, ki jo lahko damo čez obraz, kjer imamo odprtine za oči, nos in usta. Kaj se pa mi v bistvu na terenu najbolj bojimo, se bojimo inhalacijske poškodbe. Se pravi, ko imamo opečen obraz, ko imamo opečen prsni koš, takrat se pa začne zapiranje dihalne poti zelo hitro. Načeloma ni tu prva prioriteta, se pravi, da skrbimo dihalno pot na terenu, ampak tukaj se pa dejansko mudi. Pojavi se v bistvu stridor, inspiratorno-ekspiratorni, to pomeni ob vdihu se pojavi nek zvok, ob izdihu, takrat vemo, da se zapirajo zgornja dihala, spodnja dihala in to je treba biti res v bistvu zelo hitro. Se človek lahko zaduši? Ja, seveda, zaprejo se dihala. Ne? Mi smo imeli tak primer tudi, ko smo imeli v melaminu to masovno nesrečo. Pri parih smo mogli v bistvu zelo hitro skrbeti dihalno pot, ker če ne bi prišli do bolnice. Tisto, kar je Dario prej omenil, se pravi, določene stvari imajo večjo prioriteto kot sama recimo poškodba ali pa neka trganina v tistem primeru. Ne? Ta primer melamina je zanimiv tudi zato, ker ste imeli te blast poškodbe, ki smo jih preimenovali. Ja, absolutno. Tam je bil udarni val. Tam smo tudi po posnetkih videli, se pravi, tam je bil izjemen udarni val. In tisti, ki so bili v tistem prostoru zelo blizu, jasno so preminuli. Tisti, ki so bili na oddaljenosti malo stran, so utrpeli neke hujše poškodbe, ostali pa, ki so bili iz tega radija ven, jasno neke manjše oziroma inhalacijske poškodbe. In lahko recimo se zgodi, da pravzaprav ni na človeku zelo opazna neka poškodba, ampak je prav zaradi tega blasta ali pa zaradi vdihovanja nekega vročega zraka poškodba smrtna. Absolutno, in to je enkrat ena, druga stvar je pa dejansko, ko je Dario prej omenil, se pravi, tukaj se gre res za sistematičen pregled kompletnega telesa. Se pravi, da pogledamo v kompletu, temu se reče hitri travma pregled pri nas na terenu, kjer v 2 minutah praktično greš čez pacienta. Se pravi, oceniš osnovne vitalne funkcije, oskrbuješ tisto, kar bo pacienta ubilo, vključno z recimo stenzijskim pneumotoraksom in pogledaš v kompletu celo telo. Se pravi, da ne spregledaš. In to še zmeraj nič ne pomeni, ker na videz lahko zgleda vse ok, noter je pa kompleten dizaster. Dr. Dario Pogorelec, ko pride potem človek oskrbljen že k vam z opeklinami, od česa je najbolj odvisno, ali bo ta opečeni človek preživel? Ja, odvisno, kakšna je opeklina. Zdaj, načeloma, če so opekline manjše površine, opekline so pač različnih globin in različnih površin. Ocenjuje se površina telesa, ki je opečena, in pa kako globoko je. Recimo epidermalna opeklina, ki jo dobite vi na soncu, se ne šteje v ta procenta. Ne? Se pravi, tista mejna in tista, ki je globoka, sta pa tisti, ki odločata o tem, tudi kakšen procent možnosti preživetja ima tak človek. Seveda je pa vse odvisno tudi od tega, kakšen je ta človek. A gre za otroka, a gre za kakšnega starejšega, ki je polimorbiden, ki ima veliko bolezni od preži, kakšen diabetik ali pa kakšen, ki ima težave s srcem ali pa sluči že prej. In seveda je odvisno od tega, kaj je opečeno. Zdaj, če imate vi opečene noge pa roke, recimo nekje od komolcev navzdol, ni tak problem, kot pa to, kar je Primož prej omenil, če imaš opečen samo obraz, recimo, ne, pa ob tem inhalacijsko poškodbo. Inhalacijska poškodba v vsakem primeru se računa kot 50% večja opeklina, kot jo mi naračunamo na površino. Ne. Zdaj pa načeloma, če se gre operirati, odvisno, operira se globoke opekline, ne. Površne opekline se zdravljajo načeloma konzervativno, potem se operira recimo do 30% telesne površine. To pomeni, da mi 30% telesne površine človeka po domače povedano zrežemo dol s takimi noži, kot recimo po domače rekel rezal pršut oziroma prilagojeno temu, ne, do tiste mreže podkožja ali pa dermalne mreže, ki je še ohranjena deloma, ne, kjer zakrvavi. Se pravi, to je taka površina, ki bo sprejela kožne presadke. Zdaj pa, če je ta, recimo, opeklina
Pri zdravem človeku 30%, načeloma bi mogel tak človek preživeti, ne? Če nima drugih pridruženih težav, vključno s tole inhalacijsko poškodbo. Ampak kaj se potem s to kožo dogaja? To ne vidite, kam bo šlo že prvi dan, ne? To počasi se dogaja? Običajno se opeklina poglablja 2 dni. Ne? To je to tisto, kar je Primož prej omenil, ne? Hlajenje. Ampak danes, nažalost, noben več ne ve, da se opekline hladi. A ne, to, kar je prej Primož omenil, da se otroci polijo s kavo. Veste, otroci, ki so stari 1 leto, ne kuhajo kave. A tih starši polijo. Ne? Se pravi, tudi če je otrok se polil, pa nekaj potegnil nase, starši tisti, ki mora biti zraven, ki mora to čuvati. Seveda je pa ta prva stvar, ki jo moraš, čas smo mi kot otroci že vedeli, je treba hladiti. Tistih 20 minut pod hladno vodo, kakorkoli. Zdaj, hlajenje, seveda, ni treba, da je voda 10 stopinj. A ne, če je večja opeklina, se pač hladi otroka v vodi recimo 30 stopinj. Ne? Se to je še zmeraj manj kot 37, še vedno bo to odvajalo tisto površino opekline na površini. Tisti del, ki preprečuje poglabljanje opekline, je odvajanje toplote na površini. Ne? In če tega ne naredimo, koliko bolj... Ja, to je pa zelo odvisno spet, na katerem mestu je, koliko je debelo podkože in take stvari. Ampak načeloma, če se pač poglablja, se poglobi nekje do 2 dni. Mi včasih lahko opeklino ocenimo takoj, a ne? In rečemo, ok, ta bo konzervativna, ta bo pa pač zaoperirati, recimo pri kakšnih, ki so kontaktne opekline s kakšnimi električnim tokom, pa karkoli se takoj je treba tisto zrezati, ali pa kontaktna, ne vem, na kakšen auspuh. Takoj vidiš, da je cela debelina kože, najbolj, da se izreže, ne? In pač nadomesti z njegovo kožo. Sicer se pa po 2 dneh odločimo, ali gre naprej na recimo taka mazila, ki konzervirajo tisto opeklino v smislu sterilnosti, ali pa se po 2 dneh odločimo, ta je pa za operacijo, ne? In kako recimo, če ne operirate, kako se potem ta koža celi? Koliko to traja? Kakšne nevarnosti so? V 3 tednih načeloma se delna debelina kože zaceli. Se pravi, če je bila delna debelina kože prizadeta, se bo v 3 tednih zacelilo. Od točkasta včasih ostane tudi kakšen dan dlje. Ne gremo zdaj tam, če 1 centimeter opekline znotraj 5% telesne površine tistega rezati, ker če pa gremo rezati, je pa treba zrezati celotno, tudi tisto, kar je povrhno. Tiste razmetane opekline so najslabše, se pravi, tiste, ker imamo nekaj povrhne, nekaj globoke, nekaj tukaj, nekaj tam, v tem primeru se včasih tudi malo počaka, da se vidi, kaj se bo poglobil, pa kaj se ne bo. Ne. Pa se to bistvena je pa nekrektomija, se pravi, nekrektomija je bistvena, tudi če se tisti dan ne pokrije, se lahko pokrije to čez 2 do 3 dni. Če se le da z njegovo lastno kožo, pri velikih opeklinah, se pravi, se pa to ne da. Ne. Pri velikih opeklinah moramo pa pač dobiti kožo iz tkivne banke, kjer se odzame kožo od dajalcev že prej. In ta koža se glih tako uraste kot njegova lastna koža, ampak po 14 dneh približno se demarkira. Se pravi, takrat se začne tale zavrnitvena reakcija organizma proti tej koži, ampak v tem času je on že na drugih mestih to kože obnovil, da lahko potem vzamemo tam njegovo kožo. Vedno pa mora biti na koncu pacient pokrit svojo lastno kožo. Zakaj je tako pomembna hidracija? Rekli ste, velike količine infuzije dobivajo bolniki takrat. Zakaj? Pri opeklinah, če je velika opeklina, imamo praktično hipovolemičen šok, ki nastane po tistem dogodku, prvih par ur. Je tako, da v bistvu reagira z maksimalno vazodilatacijo in pa prepuščanjem teh tekočin v medceličnino podkože, kamorkoli drugje v mišice. Samo tisti del, ki je opečen, po nekje 6 do 8 urah se začne sistemski odziv. In seveda, če je sistemski odziv to, da vam vsa tekočina gre iz vaskularnega sistema ven, se pravi, vi ste v hipovolemičnem šoku kot bili skrovljeni, zato je treba to tekočino nadomeščati. Čeprav bo pacient po 2 dneh zgledal kot som, ker je potem ves oteku, ne razpoznaven, ampak ti se potem v določenem času spet umiri, če gre vse normalno nazaj. Seveda deloma je pol problem lahko s pljuči ali pa z drugimi organi, ampak če tega ne nadomeščamo, potem bo sigurno človek lahko pri veliki opeklini, recimo 40-50%, celotne telesne površine, pa govorimo o globoki opeklini, umrl lahko zaradi tega hipovolemičnega šoka, ne zaradi nekega infekta ob opeklini, ki se bo pojavil čez par dni. Vsi vemo, da najmanjša opekliničica neznosno boli, vsaj na začetku. Kako je s temi globokimi? Boli to zelo dolgo? Boli to ves čas celjenja, torej mesece? Kako je z bolečino ob tem? Opeklina, ki zajema celo debelino kože, ne boli. Ker? Ne boli, ker so pač vsi živčni končiči pokurjeni,
in cela debelina kože ne boli. Jaz se spomnim fanta, ki je pač bil poškodovan v samomorilnem namenu, star 20 let, doma je spustil plin v bloku, potem plin pržgal. Praktično je šlo za 100% peklino, njega so pripeljali v klinični center. Bolel ga ni nič, ampak v ležce pa ni mogel, da bi mu dal kanal, ki je rekel, da ne more dihati. Ne. Ker to dejansko je šlo, pri njem je šlo dejansko za 100% globoko dermalno peklino, a te kje boli ne. Ne, on sploh ni vedel, da bo umrl. On je umrl isti dan, jasno, ne, ker 100% pekline ne moreš pozdraviti. Kdaj pa naredite razbremenilne reze? Kdaj se tega poslušate? Razbremenilni rezi so potrebni takrat, kada gre za cirkularne opekline na udih, ne, se pravi, da je ogrožena cirkulacija distalno od mesta opekline, ali pa recimo tudi na trupu pri globokih, takih, kjer gre pač za tako opeklino, kjer je skurla po domače povedano celo debelino kože, vidimo prav usnje, takrat se naredi več razbremenilnih incizij, da pacient sploh lahko diha. Ne. In to ni zadost samo na prsnem košu, čas tudi na trebuhu, ker vemo, da dihamo s prepono. Čas se pojavi tudi povečan pritisk v trebuhu, če tega ne naredimo in lahko črevo začne odmirati. Če pa ne bo dihal, pa tako ne bo preživel, ne. Ker noben aparat ne more tega raztegniti, če je to tako trdo kot tale miza. Ne. Ja, pacient je v bistvu ujet sam v sebi. Ne? Ja, to je oklep, ki pač ne spusti premikanja. Ne. In seveda vaskularnost te kože itak je nična, ne, ampak problem je še v tem, da se skrb zažema. Ne. A je kak tak poseben primer, Dario, ko si ga boš za zmeraj zapolnil, vezano na opekline? Ja, teh je kar nekaj. No. Recimo največja opeklina, kolikor se je spomnim, pri nas je bil en fant, ki je imel 92% opeklino, pa je na srečo preživel. In tudi, kolikor vem, se čisto normalno vklopil nazaj v življenje. Včasih so za take opekline velike bile možnosti kritja s keratinociti, to je pač ena vrhna plast kože, dela kože, ki se jih vzgoji v tkivni kulturi, ampak seveda je zato, da ti njegove lastne keratinocite vzgojiš, ki so pa dosti nestabilni, se pravi, one morajo imeti neko dermalno mrežo, ki jo dobimo iz te dajalske kože od drugih dajalcev. Ne. Tista mreža mora biti prisotna, da se lahko te keratinocite potem polaga na dajalska mesta, ki mora biti čista, neinficirana. Ampak seveda, da to sploh lahko naredimo. Tega zdaj trenutno ne moramo več, ker pač nekih dovoljenj v Evropski uniji za gojenje tega ni, pa tudi nismo imeli. Mi smo takrat dobivali to iz Milana, pa nazadnje mislim, da iz Romunije. Zdaj se pa to precej bolj striktno vse izvaja. Ampak to je bilo recimo možnost preživetja včasih za določene vrste. Za gojenje tega je bilo potrebno odvzeti del tkiva na poraslem delu pacienta, ki ni bil opečen. Ne. In ta fant na srečo ni bil opečen inguinalno. Tam vemo, da ima poraslo kožo, bil je sicer še otrok, ampak vemo, da bojo tam dlake. Nažalost se pri njem tudi tega ni dalo narediti, ker je bila opeklina prevelika in je bilo to mišljeno po 2 dneh, da bi to naredili, pa je bil že septičen. Se pravi, čim je septičen, ne pride to več upoštev, mora biti material neoporečen. In potem vem, da smo mu nekajkrat imeli kožo z glave, spod plata, drugje ni bilo možno, ampak fant je preživel. In danes, če ga vidimo odkole, v bistvu razen teh, da vidi, recimo, če je oblečen trenirki, ne opaziš kakšnih velikih deformacij, razen po rokah, nekaj brzgotin, las ima pa več, kot mi 3 tukaj. Potem ste dobro presedili. Ne, ker tam govorim o tem, da tam, kjer je velik dlačnih foliklov, tam je regeneracija zelo dobra. Doktor Dario Pogorelec, zakaj se ne more kar presaditi kože? To se zdi tako preprosta rešitev. Presajamo ledvice, presajamo karkoli od drugih donatorjev. Zakaj ne kože, zakaj ne udo, zakaj roke preprosto ne presadite z nekoga drugega? Zakaj ne? Ja, vzrok je v bistvu v antigeni strukturi. Koža je ektodermalnega izvora in je največ antigenov, se pravi tistih antigenov, na katere bo naš organizem reagiral kot v smislu zavrnitve. Če tega ne bi bilo, mogoče bi to odslošlo in se pač vse dela v tej smeri drugod.
da bi se to kdaj omogočilo. Problem je v tem, da če se to zgodi, recimo transplantacija roke ali pa obraza ali česarkoli, kjer je veliko kože, je problem v tem, da pacient potrebuje kar konkretno imunosupresijo. Zdaj, imunosupresija pa pomeni, da ti okvarja tudi vse ostale organe, organske sisteme v organizmu, nobena imunosupresija ni nedolžna. Zdaj, če jo rabiš za srce, najbrž ni tak problem, pač boš tisti čas živel. Pa z ledvico tudi je pa res, da te notranje organi nimajo toliko antigenskega odgovora, kot pa glih koža. In seveda ne moreš nekomu odvzeti 20-30 let življenja za to, da bo imel eno roko, ki ne bo funkcionirala, ker dejansko tudi transplantirane roke, ki so. Zdaj, transplantacija roke bi prišla v poštev eventualno samo pri obojestranski visoki amputaciji ali pa nizki amputaciji, ampak seveda ob tej imunosupresiji. Če imaš eno roke, nimaš, si boš pomagal s tistim krnom ali pa tudi s protezo bistveno boljš, kot pa recimo z neko presejeno roko, ob tem, da je bilo potrebno na začetku, ko so to počeli, praktično tedensko kontrolirati, ali gre za zavrnitev ali ne. Ker to se ne vidi kar tako na zunaj, ker pri nas recimo se pojavi en izpuščaj, tle je nekaj zavrnitev. Oni so mogli imati iz tistega dela, ki je bil presajen, vsak teden rezati dele tkiva, da so ga pošiljali na preiskave, ali je zavrnitev ali ne. Tako da so v bistvu včasih pri transplantaciji, se pravi homotransplantacije, pri transplantacijah rok drugih dajalcev, so dali kar še en režen, to je eno tkivo nekam, kjer so potem jemali tiste vzorce, da niso rabili glih na roki jemati, ker počasti tkiva zmanjka. Pa seveda to mora biti nekdo potem 24 ur na dan tam, vsak dan, se pravi vse praznike, vse počitnice, vse, ki bo v tistem momentu, kjer se ugotovi, da gre za neko zavrnitev, spet prilagodil terapijo. In to je samo zaradi kože tak velik problem, oziroma prvenstveno zaradi kože? Prvenstveno zaradi kože, ja. Drugo je pa tisto, da je pač regeneracija živcev pri visokih amputacijah tako počasna pri odraslem človeku, sploh pri otroku bilo mogoče malo boljše, ampak da v bistvu nima smisla teh stvari replantirati, tudi pri zdravem človeku, če vam otrga, roko nekje v predelu ramena, to tehnično ni problem narediti, ker so velike žile, se lažje povije za šije, kot pa recimo en končen del prsta, kjer so žile manj kot 10 milimetra premjera, da bi ta žila bila odprta in da bi funkcionirala, ampak problem so živci. Nimaš tarčnih organov, ki bi bili oživčeni. Pa če se preselimo zdaj dejansko malo bolj plastično, da probava razložiti te amputacije. Mi na terenu se srečujemo z amputacijami prstov, rok in tako naprej. Kaj za tebe pomeni, ko dobiš pacienta razcefrano roko in vidiš, da bo amputacija neizbežna? Kako se ti soočaš s tem? Ja, nikoli ni fajn, če dobiš tazga pacienta. Zmeri si bi želel, da bi bil kdo drug dežurni takrat, ker veš, da je ta pacient potem tvoj naprej, in bo hodil tep na kontrole, ampak takrat zmeri poskušaš narediti najboljš, kar znaš in kar pač se da s tizga narediti. Zdaj, če pacient takrat pri sebi mu razložiš, naredili bomo to pa to, če se bo dal. Če se ne bo dal, pač druga opcija. Včasih te preseneti tudi med samim posegom. Ampak dejstvo je tako, da pri teh zelo razcefranih rokah je to problem, kadar imamo pa pač ostre reze, pa drugačna stvar. Tam pa se marsikaj da nazaj prešiti. Je pa vprašanje, kaj je smiselno. Včasih kakšne stvari ni smiselno replantirati, ker v bistvu, če imaš tročlenje prste, pa so 4, palce je vedno potrebno replantirati, če se le da. Vse, kar je pri otroku, je treba replantirati, ni važno na katerem delu, tudi če so noge, odvisno v kateri višini, ampak recimo distalne amputacije, ja. Seveda, velja tukaj en postulat, da kadar gre za več amputiranih prstov, poskušamo to replantirati. Ampak včasih, če gre pa za en prst, je pa da ni palca, je pa to kar problem pacientu razložiti, da če bo imel en prst trd, na katerega so v bistvu po anatomskih značilnostih vezane kite, ki grejo iz iste mišične glave, kot za ostale 3 prste, ki so nepoškodovani, bo imel tudi ostale prste slabš gibljive, če jih bo ta bremzal. Tisti sindrom kvadrige je to. Nekateri se pač s tem ne morejo sprijazniti, pa imajo pa raje tist trd klukast prst, ki jih ovira cel življenje, recimo. Ker v bistvu včasih je zelo majhna poškodba zadosti, da ti cela roka ne deluje. Absolutno.
Pa če tukaj zdaj še omenva samo oskrbo amputiranih udov, tukaj je še zmeraj velika dilema oziroma dostikrat je narobe narejeno. Jaz sem gledal malo raziskave in 2-3 je bila v bistvu narejena raziskava na plastični kirurgiji. Delali so jo med popolnimi lajki, med študenti medicine 1., 2. letnika, pa 5., 6., pa med zdravniki. No in podatki so v bistvu tako, kar meni so bili mislim, sem bil presenečen, ker dejansko velika večina bi jih dala amputiran prst direktno na led. Ne? Tako da boljše, da zaviješ prst v neko sterilno gazo in ne nariš nič, kot da ga daš direktno na led oziroma v neko tekočino ali pa v vodo pa led. Idealna oskrba je bila na terenu taka, da se pravi ta amputiran del zavijamo v gazo, če se le daje namočen v neki fiziološki raztopini, ampak minimalno ga zapremo in v drugo vrečko damo vodo pa led, temperatura tam nekje med 4 in 6 stopinj, to je nekako idealno, ampak vemo, da doma tega nima nihče. Ampak bolj pomembno se mi zdi to, da opozorimo poslušalce, da nikoli nikdar pa direktno na led. Dej nam povej kak primer, ko si ga imel v praksi, oziroma kaj se zgodi, če gremo zdaj na prste, s takim prstom, ki je bil direktno na ledu in zamrznen. Nažalost je to, kar si zdaj omenil, še zmeri praksa in problem pri ljudeh je v tem, da si zapomnijo to, kar so zdaj slišali, ti si 5krat omenil led, ne? In zdaj bojo si dali na led. Nekaj od leda je slišal, ne? Se pravi, led mora biti pri amputiranem prstu zraven. To je največja zabloda. Slovenija je tako majhna, da če imate amputirane prste, lahko ga daste v žep, pa ga prinesete, pa se ga bo dal verjetno pršiti, ker prst nima nobenih mišic, ki bi bile s tem ogrožene, pa tudi če bi jih imel, konec koncev se tiste mišice lahko ven poreže, ker so majhne in seveda mišice so bolj občutljive na to ischemijo dolgotrajno, kot pa koža, kosti in ostale strukture. To, kar si povedal, na kak način se zapakira pa prinese tak ud, je seveda pravilna smernica, ampak dejansko nikoli nobenega leda zraven pa bo najbolj pametno. Kaj se vidite? Tudi ti na terenu, ne? Kaj se vidite? Kaj vse ljudje delajo? Ja, jaz se spomnim enega kolega, mislim, to je problem, no, včasih pride to čist zmrzneno. En kolega je prišel enkrat, če sem bil čist na začetku dol, starejši in videl tak prst, ki so ga prinesli s sabo, seveda direkt iz tistega šnicla, ne, ki je bil zmrznjen gor, ne. Je prijel tist prst, pa ga zabrisal po tleh in to je odletel skoraj do stropa nazaj. Tuk se ni pa še nobeden odbil. Tuk je bil trd, čist zmrznen. Problem pri zmrznjenju, ne, oziroma pri teh strukturah, ki so bile na ledu, je v tem, da v bistvu pride do okvare intime. Se pravi, to je notranja plast žilne stene, in intima pač propada. In če intima propade, mi sicer lahko zašijemo tako žilo, ne. Žila ima tle, to, ko sem rekel, recimo nekje v distalni polovici prstov, se pravi v drugi polovici prstov, primer debeline manj kot 1/10 milimetra. Mi imamo to obšiti na tak način, da bo žila vlekla kri skozi. Kri tudi ni voda, kri ima strukturo, noter ima svoje celice, vse skupaj. Notranja plast je pa intima, se pravi, če pride do tega, da ta intima pada noter v lumen, bo nastal tromb. In ker je to segmentna poškodba, največkrat tega ne moramo več rešiti. Doskrat pa ne veš, da je bil na ledu. Oni ti vržejo prej stran, preden pridejo glih do tebe, poskušaš, pa vidiš, pa ne vleče, pa potegne za 5 minut, pa spet ne. Govorimo o tem, koliko potegne pač ta anastomoza, ki jo pod mikroskopom delamo. Koliko so to tanke žilice, delčki, ki jih višivate? Ja, se pravim, odvisno kje, ne? Ampak recimo na prstu, pa pri kakšnem otroku je to bistveno manj kot pa 10 milimetra, tako da z iglo ne prideš noter, ne moreš z inštrumentom iti noter pri otroku, včasih moraš z iglo razmakniti, da dobiš lumen, pa pol postaviš 3-4 šive okrog, to da tist spusti, ne. To je res filigransko delo, ne? Ja, je. In recimo, če je gladko odrezan prst z nekimi normalnimi reznimi ploskavami, se to sicer nekaj skrajša, ponovadi te strukture zato, da ni tenzije, naredi osteosintezo, se pravi spojitev oziroma stabilizacijo kosti na različne načine, potem se pošije kite in žile in živce. Seveda to traja povprečno 2-3 ure na en prst, če gre vse gladko skozi. Če se pa začne komplicirati, se moraš pa spet vrniti, pa spet mikroskop nazaj, pa gremo to veno pogledati,
pa to arterijo, če ne dela. Ne. Prst moramo skozi opazovati, zato taki pacienti tudi ostanejo v bolnici približno en teden dni, ker se jih gleda najprej na 1 uro po noč. Ne. To vsako uro jih pridejo sestre preveriti, to da pacient ne more spati primir, da tipajo refilling na tem prstu, kakšne krvni povrate, kaj je prst topo ali ni. In če je kaj narobe, te pač dvigne, ni dober, včasih greš nazaj, če misliš, da še se da kaj narediti, če pa misliš, da si vse naredil, pač čakaš. Ne. In včasih prsta ne prišijete na njegovo osnovno mesto, ne? Ja, včasih, če gre za take poškodbe, pač prišiješ prst na tisti prst, ki je bolj pomemben funkcionalno. Recimo, če se ostalih ne da vrniti, ne da rešiti, da mora včasih kazalec na sredinca ali obratno, ne, če je ta edini prst, ki je ohranjen, to da dobimo en normalen prst za normalen prijem. Ne. Recimo, če ne bi imeli pavca, pa da imamo tlele krn, pa da je tudi drug prst odrezan, se včasih naredi lahko policizacija, recimo, če je že kazalec krajši, to je pač, da se kazalec na žilah prenese na mesto palca, ali pa če je sočasno odrezan palc, pa tudi kazalec, recimo bomo dali rajš ta kazalec na palc, ker je bolj pomemben kot opozicijski prst, kot pa tisti prst, ki je bil skupaj z ostalimi 3, ki bi bili opozicija proti palcu, ki ga pa ni. A ne? Kdaj pa palec prenesete z noge? Je, kadar se pacient s tem strinja, pa če ga nima, ne? Če ga nima, ampak to nikoli primarno se to ne naredi. Včasih je bilo tega malo več, zdaj pa vse bolj redko odločijo, ker vse ljudje hodijo bosi okrog. Ampak dobro, vse prenese, kadar palca ni. Ne? Ampak se da, mislim, kompatibilno je. Spet je potrebno, ja, ta prst je nekoliko debelejši, se ga da pa tudi malo zožati, ampak ne v isti fazi, ponovadi kasneje, da s tem ne poškodujemo pri prenosu spet teh nevrovaskularnih struktur, predvsem žilja, ne, da prst preživi. Po nekaj mesecih se ga da tudi zožati. Se ga pa lahko odzame pač na takem mestu, da ne okvarja funkcije stopala, se pravi od stopalnično členičnega prvega sklepa naprej, se pravi metatarzofalangalni sklep naprej, tako da glavca prve stopalnice mora ostati. Ne. Prej ste govorila ampak tudi... spet na žilah, ne. To ne gre tako, da bi tam odrezali pa dali gor pa zalepili, ampak je treba spet vse to mikrovaskularno povezati med seboj. Ne. Prej ste govorila tudi o tem, kako se obnavlja živec. Nam lahko to poveste, kaj to pomeni? In rekli ste, od rame navzdol ga enostavno ne moremo več povezati z roko, zato je tudi ne presajamo med drugim. Kje je potem smisel? Mi ga lahko povežemo, ampak živec v bistvu od tistega mesta, odkudar je poškodovan, propade. A ne? Ostane samo zunanji del, tako kot si predstavljamo recimo električen kabel, če bi bil živec tisti bakar noter, ne, mi zašijemo izolacijo, po domače povedano, ne, in potem tisti bakren kabel naprej propade in začne vraščati iz tega krna, ki je bliže gor rami, recimo, ne. Ampak to potem raste približno milimeter na dan, takrat, ko se začne prve 3 mesece zelo hiter, potem pa počas. Zdaj, če je kakšna mišica na tem poti, ne, ki bi dobila že impuls, bo mogoče oživila. Če pa gledamo za tele, ne, za drobne mišice v roki, so pa pač pol metra stran, to je 2 let, ne, da do tam zraste. Do takrat bodo mišice propadle, kar se tiče trofike mišice. One so žive, zaradi tega, ker so prekrvljene, imajo pa inervacije, ki bi jih stalno stimulirala. Če mišica ni stimulirana, potem propade, pač se spremeni v fibrozo, tudi če bi kasneje pač prišel živec do tam, ne more nič, ker je to ena vezivna plošča, vezivna struktura, ki ne more potegniti. Ne. Dokot je potem smiselno, recimo, nazaj prišivanje, amputiranje roke, do kakšne višine vi vidite, da živec potem oživči? Prej sem rekel, da načeloma pri otroku bi se lotili tudi više, ampak pri večini pa pod komolcem. Ne. Aha. Vi vidite amputacij tudi veliko, ne? Oziroma kar nekaj na terenu vseeno, ne? Ja, zdaj jih je malo manj, ker so te ograje za motoriste dvojne. Včasih je bilo tega ogromno. Enojna ograja je bila in so zleteli pod ograje in dejansko tam je samo rezalo, ne? Ali roko ali pa nogo. Ne? Ja, tega je ogromno na terenu. Jaz sem en tak primer že pred leti, tukaj, ko sem bil še v Ljubljani. To je bilo na železniški postaji. Nekje ob 4-5 zjutraj je vlakovodja zalaufal lokomotivo in štartal. Tega fanta so dobili 2-3 ure kasneje. Na tirih, amputirani obe stopali, se pravi nadgležni, praktično brez kapljice krvi, počakal nas je pri zavesti. Tako da tukaj je tudi zanimivo dejansko, da
je redko prisotna neka masivna krvavitev takoj, ne, ker te žile se praktično požgejo, nastane vazokonstrikcija v tistem prvem trenutku. Ne. Če pa se pojavi masivna krvavitev, je pa tukaj indikacija za Eszmarkovo prevezo. Ne. To je pa kaj? To je pa preveza, ki jo naredimo v bistvu, se pravi, nad sklepom, kjer prevežemo, ali je to trikotna ruta ali je pas, karkoli, dobimo nek vzvod, ki ga damo vmes in zažmemo do te mere, da krvavitev zaustavimo. Ne. Ker takrat ne moreš nikamor pritisniti, se pravi, ne moreš narediti neke digitalne oziroma kompresije s pestjo, kompresije s prsti, je to edina varianta, da lahko zaustaviš krvavitev. Ne? Omenili ste pijavke, uporabljate včasih tudi pri tem procesu zdravljenja amputacij. Živali pijavke, zakaj? Ja, po replantaciji, ne, ali pa če je revaskularizacija. Replantacija pomeni, da en ud prešiješ nazaj, ki je bil povsem odtrgan od tega krna. Revaskularizacija je pa lahko pač kombinacija teh vseh postopkov, samo ta ud se še drži. Ne, še visi nekje, pa je bil z dorzalne strani recimo zažagan ali pa z upogibne strani zažagan, ampak še visi na koži. To je potem revaskularizacija pa rekonstrukcija vseh struktur noter. Ne. Problem je predvsem, kadar gre za otežen venski odtok. Ne. Arterija v ta del nabija kri pod enako frekvenco, kot pa srce utripa in ima določen premer. In tudi to krvi pride v roko, v tisti del in mi imamo normalno seveda neke vene, ki to zdrenirajo ven. Ne. Pri replantacijah se zašije pač 1, 2, 3 vene, kolikor jih imamo na določenem prstu, ali pa recimo, če gre čez dlan nekaj več, ne, in upamo, da je to dovolj. Ne. Tako da včasih je boljše, da se manj arterij zašije, pa več ven, kadar je ta opcija, ampak včasih enostavno ne najdeš takih ven, ki bi jih lahko še zašil, ne, na tem mestu. Kadar to ni zadost, ali pa da recimo, da je primarno v redu, pa če se čez 2 dni začne to spreminjati, pa vemo, da se recimo drugam ne da več ustavljati nekih oziroma teh presadkov, ki so jih že prej imeli recimo za premostitev teh defektov žil, potem se lahko pač spomagamo s pijavkami. Pijavka se pač na cep, na živ prst, na mrtvega ne. Na živega se prime in sesa to odvečno kri. Se pravi, kri nabija noter, ven pa ne more iti iz prsta in pijavka zmanjšuje ta outflow, ki bi drugače zadrgnil prst, da bi odmrl kompletno. To lahko traja par dni. Včasih je ta količina krvi kar taka, da je treba pacientu pol transfuzijo dati, ampak če se v teh dneh to vse skup nekoliko stabilizira, ker žilje sen začne malo raščati, ne, od drugod pa se najde drugo pot, se lahko potem to odstrani in pač prst ostane vitalen, recimo. Zdaj, ko bo funkcionalni, je druga stvar, ampak vitalen, najprej se gleda na vitalnost, ali bo ostal živ ali ne. Pol funkcionalnost je podvisna seveda od vsega tega naprej, ko se bo celilo, kakšna bo fizioterapija in vse te stvari. Ne. In srednjeveška pijavka je prav solidno novodobno sredstvo, ki vam pri tem pomaga. Ja, se tudi v 21. stoletju rastejo. Kje jih pa dobite? Imajo tako pač medicinske pijavke, ki jih nabavijo za kliniko in potem jih imamo tam v enem vedru po domače. Tisti čas, ki je pacient noter in jih je treba fotrati. Dr. Darjo Pogorelec, govorimo sicer v času, ko so najbolj na udaru oziroma ko je visoka sezona petard, ampak vendarle srečata se s Primožem na terenu, vi pa potem v operacijski tudi z drugimi poškodbami. Meni se zdi zelo zanimiv opis, ki ste ga podali o tem, kako zelo recimo lahko roko uniči kakšna nezgoda ali pa zaplet pri strojnem ličkanju. Lahko to opišete, ker je res zanimivo. Ja, tega je bilo včasih več, ker so ličkali in to je bilo tipično, da je bil 1 ali pa 2 tedna čez vikend, ker se je ta koruza ličkala. So bile poškodbe, ker je pač roka šla preglobok na mest tiste koruze in je potegnil roko noter. V tem primeru pride do tako imenovan, po slovensko bi rekel temu, razrokavičanje roke. To ni razrokavičanje, ampak je v bistvu koža z roke dol potegne, lahko z enega prsta 2. Ali pa s celotne dlani. Problem v tem je, da dejansko se pri tem potrgajo žile, a ne, od te kože in seveda ta koža zgleda takrat, ko pride sem tako, da bi dal par šivo gor, pa bo ostalo, ampak ne. Jutri bo pač začela propadati, odmirati. Tako da v bistvu je to kar problem, ker se imenujejo tele avulzijske poškodbe. Dejansko nimamo nobene podlage, na čemer bi to preživela. Ne.
včasih so strgane oboje žile, tako da je kompletna rokavica zraven prenešena, takrat je zelo malo verjetnosti, da se da kje rešiti. Pa ne zaradi tega, da kakšne žile ne bi našli. Ne. Vse žile se tudi tako najde, ampak problem je v tem, da te vali, ki zagrabijo roko, mečkajo vsa ta tkiva in spet pride do teh notranjih žilnih poškodb, tako da imamo čas segmentne poškodbe te žile na pol centimetra. Ti jo lahko režeš, kakor češ, pa daš vmes žilne presadke od drugota, ne, ampak bo spet od tam naprej tromboziral. Zato je problem. Včasih pa uspe. No. Če smo prej govorili o pijavkah, ki so jih poznali že v srednjem veku, zagotovo niso v srednjem veku poznali vsega tega, kar imate zdaj na voljo, robotskih rok, bioničnih rok. Kako vi v kirurgiji sploh pripravite, da potem v nekih kasnejših postopkih pride v poštev? Kaj je treba pripraviti, kako to sploh deluje, da na koncu lahko pride robotik in se poveže s telesom? V bistvu mi s tem, ki dosti izkušenj nimamo sami temi bioničnimi rokami, to dejansko potem grejo na uri Soča. Tam je več potem tega prilagajanja, včasih z naše strani pride v poštev prilagajanje teh krnov. Je pa tako, da dejansko zdaj gre vse v tej smeri, da recimo tudi tisti, ki imajo zelo visoke amputacije rok, da se recimo bomo rekli, na posamezne stripe pektoralne mišice napravi noter elektrode, ki se jih poveže na določen delu na nadlahti, podkožno, ne? In senzor na tisti bionični roki zaznava impulze, kaj hoče pacient s tem naredi. Včasih je bila roka taka, da je šlo to vse sakadirano, pomeni, da je najprej upognil recimo komolec, odmaknil roko, premaknil zapestje, prste in potem prijel. Zdaj s tem, ta novim gre to tako, da v bistvu z enim gibom vse naredi. To, kar vi naredite, kadar hočete, ker imate zdravo roko. Ne? Kje vi vidite prihodnost robotike in tudi umetne inteligence in tega prav v tem, kar vi delate? Rekonstrukcija dlani, rok? Veste, ko vam rekel, v bistvu ta robotika je za res posamezne paciente. Ne? Je zelo drago in bo še bolj drago. V Ameriki je firma, ki dela zdaj, ko imamo tole recimo banke, pri nas imamo tkivno banko za kožo, ne, zato ker rabimo za te opekline. So firme, ki v bistvu preparirajo tudi živce od recimo umrli dajalcev, ne, tako dajo ledvice, to pa še živce recimo določene. Ampak veste, tisti par centimetrov živca stane $5000. Mi lahko pozabimo, da mi kadarkoli to imeli, se pravi, mi moramo, ker to je tudi graft, ki je samo konduit, se pravi, to ni živc, ki bi funkcioniral, ampak je spet samo premostitev, tvoj živc mora pa prerasti skozi tisti del. Recimo, videl sem en primer, ko sem imel ameriškega vojaka, ki je ostal brez obeh rok in brez obeh nog, imel je samo krne in so mu na to pektoralno mišico dali elektrode in tisto protezo gor, ne, povezali direktno. Proteza na ta način, da se dela kot oseo integracije, se pravi v krn kosti. To mimogrede se zdaj pri nas tudi že izvaja. Mlajši kolegi delajo recimo pri tistih, ki ne želijo prenosa recimo prste z noge ali kakorkoli, pa imajo nek krn recimo za palec, se da pod kožo nek zatič v kost zavrtan in se potem čez čas ta zatič poveže z neko protezo, ki se dosti čvrsto lahko fiksira za opozicijski prst, se pravi za tisti prst, ki bo proti ostalim prijemov. No, ampak recimo, če se vrnem k temu pacientu, ki je bil vojak tam iz Iraka, on je imel praktično ta gib s to protezo, ki je imel gor. Ne? Sam ta poseg, pa to je stal nekaj čez $1 milijon. Ne? Tako da, jaz mislim, da tega mi ne bomo imeli. Ameriška vojska se pa to lahko prvošči. Bo pa mogoče v doglednem času, tako kot včasih ni bilo telefonov, prišlo to do tega, da se bo kaj pocenilo, ne, ker bo česa preveč. Samo ne želimo si tega, da bi bili ljudje brez rok, pa da bi to rabili. Ne. Pacient se zbudi iz anestezije. Kak je ta psihološki moment, ko spozna, da je imel prej normalno, funkcionalno roko, potem pa 2 prsta? Ali nič. Če tega ni prej videl, ne, potem je to problem. Zato tega, ker zgodi se, da par dni noče pogledati te roke. Ne. Zdaj, v določenih momentih je fajn, da se začne s fizioterapijo že znotraj bolnice ali pa se dogovorimo za kasneje. V vsakem primeru rabijo ti pacienti psihološko podporo, mi imamo kliničnega psihologa, ki ga lahko pokličemo. V vsakem primeru rabijo ti, ki so amputiranci, neko protibolečinsko terapijo,
lahko pridejo, naredijo shemo, kaj bo rabo za pol, ne, ker oni bo imeli fantomske bolečine, neuropatske bolečine, kakršne koli že. Ne. To je težava. Ne. In to, ko sem rekel, tle, v momentu se spremeni vse. Ne tista roka, zdaj če gre za eno roko, dve, ampak kaj veste, če so najstniki, ponovadi gledamo na zunanjost. Ne. Če je fant, bo hitro punco zgubil, če je malo starejši, bo zgubil posel, misli recimo za orodjarja, ne vem kaj, pozabi, tega posla ne boš nikoli opravljal, tudi če si ti nekaj že začel z nekim izobraževanjem, ker nisi sposoben tega delati. Ne. Pustimo, so izjeme, tisti, ki so brez obeh rok, pa delajo kot obrtniki svojo ekipo, ampak če si pa imel ti nekaj v eni normalni familiji, nek plan, nek profesionalni razvoj naprej, se doskrat tudi to spremeni. Ne. Kot rečeno, sem rekel, da čas tudi familije zaradi tega razpadajo. Ne. Ker tega ne zdržijo. Ne. Darjo, katero zgodbo boš nosil s sabo do konca življenja? Pa mogoče tisto, ko sem začel v bistvu kot splošen zdravnik, ko sem enkrat zjutraj klical na železniško postajo, kjer se je vračal en delavc iz nočne službe, pa so premikali vagone, on je videl pač lokomotivo, videl trušč lokomotive na eno stran, ni pa videl, da so takrat premikali vagone, ki so se pa spontano premikali in je prišel med lokomotivo in ta vagon, bila je noč in ki je ta vagon pač zbil čist počas in potem je čez njega zapeljal, očitno z vsemi kolesi na eni strani, ne? Ker to ne gre samo en kolo, pa da se potem ustavi, to ni avto, ampak tudi ta zadnji dva. In on je bil povožen čez eno stegno, čez celo medenico, čez spodnji del trebuha. Človek se je dvigoval z rokami na tistih tirih, ko sem prišel tja, ampak veš, da bo umrl. Ne. Takrat res ne moraš nič pametnega narediti. Smo ga pač imobilizirali, dali infuzijo, kakor se dali hitro, morfij pa je šel v Ljubljano, ampak je že bo poti umrl. Ne. A je to tudi situacija, kjer si se v bistvu počutil najbolj nemočno ali imaš še kako drugo? Pa dobro, take situacije več. Včasih te marsikaj prešinja, tako le sploh pri kakšnih otrocih, kakšnih hudi onkološki bolniki, otroci, ali pa imaš celo familijo, ki je zbolela za neko celo vrsto malignih obolenj, pa imaš pacienta, mamo, hčerko, pa zdaj še druga hčerka, otrok od te hčerke, mož, ne. Se pravi, poročena, pa sta imela isti gen in so vsi umrli, recimo v roku 2 let. Ti pa veš, ne, vsi vejo, noben nič ne zahteva, vsi trpijo, te pa tudi ni vseeno. Kaj pa največja lekcija, ki si jo dobil v tvojem poklicnem življenju? Pa mogoče to, da se moraš zavedati, da rabiš en dober tim. Pri večini teh operacij, kadar si dežurno, ne, takrat si sam z inštrumentarko, inštrumentarjem, da moraš imeti dobrega anesteziologa, njegovo sestro, da ti tega pacienta stabilizirajo. Pri teh hudih poškodbah imaš še nekoga, ki je v pripravljenosti, da ti pride pomagati. Ampak to mora biti tim, ki res deluje in potem, ko se to konča, mora biti enako na oddelku. Ker ti nisi sposoben po 12 urah operacijski še kontrolirati, ali je ta pacient ureden, ne, se pravi, mora biti tudi sestra na oddelku tiste, ki mora vedeti, kaj počnejo, brez da te vsake pol ure budijo. In potem se, da pride naprej, vsa ta rehabilitacijska veriga in vse. Če tega ne bi bilo, je brez veze marsikaj delati. Ne. Absolutno. Kakšna izkušnja zunaj stroke, ki je spremenila oziroma vplivala na strokovno življenje, delovanje? Pa mogoče, jaz nisem nikoli bil prej, vsi so nekaj delali prek študenta, pa te stvari mi smo delali pač lokalno, ne, tako da sem jaz delal po raznih fabrikah, v gozdi in vse te stvari. To mi je v bistvu kar precej pomagalo. Po domače, pri eni kmečki pameti, pri odločitvah določenih, pa tudi pri tem, kaj se v tistih objektih oziroma teh fabrikah dela, tako da te pacienti niso mogli preveč prenašati okrog, ker si bil tam, si točno vedel, kaj delajo. Ne. In zdaj enim lahko zaupaš, enim ne. Najbolj važno je tisto, če dobiš en tak kontakt, ki mu lahko zaupaš in on tep, narediš tudi kakšno uslugo, če je treba ga, sam ne smete pač kol prenašati. Ne. Koliko te je delovanje v medicini spremenilo kot osebnost, kot človeka?
Ja. Verjetno imaš manj družbe, zaradi tega, ker že v času študija precej teh ljudi izgubiš, ker enostavno nimaš to časa iti okrog. Pa se ta družba precej zoži na bolj ta medicinski kader, pa mogoče nekaj difovcev, ki smo iskali po študentov. Ne? Ja, pa tempo je že čist drugačen. Ti ne moreš razlagati ljudem, ki tega ne poznajo, na kak način moraš živeti. Da si ti pač en vikend vedno odsoten, da si zmeri en dan v tednu dežuren. Zdaj, leto pa pol ne dežuren več, ampak dežuren pomeni, da si ti v službi čez noč, naslednji dan delaš naprej, vmes so še pripravljenosti, tako da dvakrat te prijatelji pokličejo, greš na pijačo, nimaš cajta, pa se stvar neha. Ne? A imaš v operacijski tišino ali si vrtite kako glasbo? Kregamo se včasih, glasba je dostikrat prisotna, tišina pa največkrat ne. No. Res mora biti kaj narobe, da je tišina. Drugače tega ne bi zdržali. Razumem. Kaj pa si rad zavrtiš, kaj poslušaš? Jaz nimam nekaj želja, da bi vrtel mojo muziko, drugače pa kakšen Chris Rea, Leonard Cohen, take stvari. Krasno. Dario Pogorelec, specialist plastične rekonstrukcijske in estetske kirurgije, najin gost v današnji reševalni postaji Vala 202. Hvala za to plastično predstavitev dela plastiko in številnih drugih, kot ste rekli, zelo pomembnih členov v ekipi, ki rešujete življenja, rešujete funkcionalnost teles, ki so se poškodovala, ne samo s pirotehnikom, ampak tudi na kakšne druge načine. In hvala seveda tudi mojemu strokovnemu sovoditelju, reševalcu in inštruktorju Primožu Velikoni in vsem tvojim kolegom, ki poskrbite, da prsti in vse ostalo pridejo v takem stanju, da lahko dr. Pogorelec in njegova ekipa iz tega še kdaj kaj naredijo. In hvala vam, ki ste zdržali do zadnjega šiva in zaceljene rane v tej današnji reševalni postaji. Za zvok je danes poskrbel Matija Narobe. Ne zamudite pa naslednje epizode. Morda bo najlažje, da se na podcast Reševalna postaja Vala 202 kar naročite. Pa srečno. Srečno. Hvala.